Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Pred tednom dni ste sklicali novinarsko konferenco, na kateri ste predstavili poletno sezono. Kaj vse se obeta v Radovljici? Ja, tako je. Mi smo predstavili letošnji poletni program. Kot vsako leto, tudi letos bo kar nekaj dogodkov se odvijalo na Linhartovem trgu, pa tudi drugje po destinaciji. V juliju pričenjamo z julijskimi četrtki. Zdaj tik pred nami je seveda državno prvenstvo v kolesarjenju, potem pa nadaljujemo tudi letos z kinom na prostem, ki se bo prav tako odvijal na 4 lokacijah v 5 vikendih. Potem pa avgusta opera, ki je bila prejšnja leta v Radovljiškem parku, se tokrat seli v Kropo, v tamkajšnjo kulturno dvorano, ki je res enkratna za take dogodke. In pa potem bomo letos poletje sklenili z tekom Julian Alps Trail Run, ki bo tudi tokrat štartal eno od tras, 100-kilometrsko traso v starem mestnem jedru Radovljice. In prav ta tek je bil konec koncev tudi razlog, zakaj smo novinarsko konferenco sklicali skupaj z destinacijami Žirovnice in Kranjske Gore, namreč vsi trije sodelujemo in smo partnerji v projektu, tako da se povezujemo tudi na tem področju. Ride Trail se samo nadaljuje, prejšnje leta je bil v občini Kranjska Gora. Ja, tudi letos je neko središče Kranjska Gora, tam je cilj teh tekov, štarti pa so na različnih lokacijah in Radovljica bo zdaj 3. leto zapored predstavljala štartno mesto 100-kilometrske trase. Tako da to nas veseli, zato ker pač ne nazadnje Radovljica ni samo kulturno mesto, je tudi mesto z ogromno možnostmi za rekreacijo, ali je to tek, ali je to kolesarjenje, pohodništvo, tako da se nam zdi, da je to tudi nam pisano na kožo. No, za vami je že festival piva? Ja, festival piva je dogodek, s katerim otvorimo poletje, če lahko tako rečem. Tudi letos je bil dober dogodek, dobro obiskan, odlično sprejet, tudi strani domačini ga imajo zelo radi, prav tako pa tudi obiskovalci. Tako da to je bil štart v sezono, potem je pa zdaj pretekli konec tedna je pa potekal Swing festival, to pa 2. leto zapored. So se na Radovljiškem trgu družili ljubitelji swinga, plesali so ob večerih na trgu, čez dan so se izobraževali na delavnicah v Graščini, tako da tudi to je zelo dober mednarodni dogodek. No, vstopili smo že v poletje, v poletni čas. Kakšno sezono si obetate in kakšne goste pričakujete? Ja, seveda tudi pred nami je, oziroma tukaj je že ta poletna sezona, tudi letos pričakujemo visoke številke nočitev in števila gostov. Seveda smo zelo odvisni od kampov, tako da vkolikor bo vreme primerno za kampiranje, bodo številke višje. Če ne bo, bo mogoče kakšna nižja, ampak nas to ne skrbi. Namreč v lanskem letu smo dosegli res rekordno število gostov in nočitev in to je tudi neka številka, ki jo želimo ohranjati, ker se mi zdi, da je to tisto, kar destinacija premore, kar lahko ponudi in tako je tudi prav. Hvala, Kaja, in uspešno sezono. Hvala tudi vam za pogovor.